Fantasy. Radio Fantasy. Danza. Kdo je bil ta nežen glas tam? To je bilo zdaj samo to, da veste, da spet nisva sama. Kdo neki to je? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, obema zdravo. Hvala za povabilo. Zdaj se gremo, uganka. Kdo je z nama v studiu? Kdo ima ta prelep glas? Ja, veš, Daša reče enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Aha, kdo je ta oseba? Ja, v bistvu z nama je Capo di Banda in estetike in klinike Omnia, Daša Kovačič-Bekovič. Pozdravljeni še Zdaj pa enkrat. uradno dobro jutro. Ja. Jutro, živjo. Lepo, da si se oglasila. Hvala Celo vam. frizerja si predstavlja, si rekla. Celo to, seveda, za tako pomemben intervju na Radio Fantasy. Ja, lepo, da si se oglasila. Zdaj, Hvala. maja meseca bo 2 leti. Tako 2 leti od otvoritve nove lokacije naše klinike. Mesec maj, mesec ljubezni in 25. maja je bila tudi otvoritev na Dan mladosti. O, lepo. Le zakaj? Le zakaj? Mislim, vsi vemo, da pač pri estetiki, Daša, ti si plastična kirurginja. Tako je. In Daša lahko tudi hudini. Daša je hudini, ker dejansko te lahko spremeni, da te folk ne prepozna Da te ne več. prepoznajo. Ja. No, ampak, ok, plastični kirurg, torej estetski. Tu tako. se je začela tvoja pot, Tako. ne, na privatni in potem si zdaj samo dodajala te veje. Lahko malo pišeš, ker imate, mislim, toliko imate dejavnosti, zdaj kažem širino rok. Ja, jaz sem leta 2016 začela z estetsko kirurgijo, potem pa počasi dodajala tudi ostale stvari, ker se je pokazala potreba. Kot plastična kirurginja sem velikokrat mogla izrezati tudi različna kožna znamenja in sem videla, da bi bilo fino imeti kakšnega dermatologa, ne, da to oceni, ali je kakšno znamenje rakasto ali ne, zaradi tega, ker so potem različne metode odstranjevanja, bodisi kirurške ali laserske. Zato smo najprej razširili iz estetske kirurgije in plastične kirurgije na dermatologijo. Na to sem povabila k sodelovanju še nevrologa, zaradi tega, ker še v sklopu plastične kirurgije se velikokrat ukvarjamo s sindromom karpalnega kanala. To je tisto to je tipično mravljinčenje, ki se ponavadi pojavlja Miška. predvsem pri ženskah, ja. Pa tudi pri moških, pri tistih torej, delih, ki imajo ponavljajoče se gibe, bodisi za trakom ali pa tudi računalniško pri miški. In je pač potreba po upravljeni preiskavi, ki se imenuje EMG preiskava. In ker je bila čakalna doba v javnem sektorju ekstremno velika, smo se potem odločili, da to ponudimo tudi našim pacientom, kjer lahko pridejo do termina v roku 10 do 14 dni. To hiter. Tako, ja. Lepo. In zdaj, a veš, iz estetike, dermatologije in neuro smo zdaj na 16 dejavnostih oziroma ambulanta, ki jih dejansko klinika Omnia ponuja. Tako. V bistvu se je vse dogajalo, lahko rečemo, po eni strani ekstremno hitro, po drugi strani pa razumno počasi, ker je v bistvu trg sam pokazal potrebo po določenih stvareh, predvsem po tistih, kjer je ekstremno dolga čakalna doba v javnem sektorju. Imam pa izredno srečo, ker kot sama zdravnica sem tekom svojih študijskih let spoznala ogromno kolegov, dobrih ljudi, dobrih zdravnikov, ki sem jih potem povabila k sodelovanju. Mi je pa zelo pomembno, naprimer v kliniki Omnia imamo tudi logo, kjer tudi srčno zdravi, da so zdravniki zelo prijazni in topli, predvsem pa dostopni do pacienta, do pogovora, da se jim ne mudi. Sama strokovnost seveda mora biti na prvem mestu, ampak v bistvu ti to že naziv in ko pravi specialistični izpit, da, a ne. Vse ostalo je pa tisto, kar je, se mi zdi, nažalost redkost postaja v današnjem zdravstvu. Zato sem strmela samo k tistim kolegom, ki imajo v bistvu tudi to vrlino na prvem mestu, hkrati ob strokovnosti. No, ko smo že ravno pri strokovnosti, Janko, da boš vedel, ne, da klinika Omnia dejansko vsako leto dobi vsaj eno, če ne več priznanj, kar se tiče v bistvu strokovnosti in priznanje za odličnost. Daj malo več o tem še povej. Mi imamo v kliniki Omnia pogodbo z skoraj vsemi zdravstvenimi zavarovalnicami v Sloveniji za dodatno specialistično zavarovanje. To pomeni, da ljudje, ki plačujejo to zavarovanje, imajo praktično brezplačen obisk naše klinike in vse ostale storitve, ki jih potrebujejo, tudi operativne posege in tako naprej. Mi pa dobivamo od teh zavarovalnic povratne informacije, kako dobri smo
po ocenah samih pacientov oziroma stranka. Ne. Oni dobijo ankete, ki jih morajo izpolniti po obisku pač naše klinike in tudi ostalih klinik. In tisti, ki imamo oceno nad 4,88, dobimo priznanje odličnosti. In zelo sem ponosna na celo mojo ekipo, na zdravnike in tudi na zdravstveno ostalo osebje, ki dela v kliniki, da smo že vrsto let, torej od leta 2020, odkar sodelujemo z zavarovalnicami, v samem vrhu teh ocen, ker nam je res, tako kot sem že prej povedala, na prvem mestu ta prijaznost, dostopnost in vidim tudi, da pacienti to začutijo, se k nam vračajo in nam dajo zelo dobre ocene. Kajti ne ocenjujejo se samo diagnoza zdravnika, ampak tudi prostori, prijaznost osebja, dostopnost, učinkovitost, hitrost obravnave. Parkirno mesto. Parkirno mesto, ja. Tu nas veliko ljudi pohvali, ker imamo v bistvu v estetski kliniki, ki se nahaja na Ostrožnem, so praktično parkirna mesta direktno pred vrati. Opekarniška 15D ima pa ogromen parkirni prostor, ki si ga skupaj za Supernovo, nekaj parkirnih mest je pa dejansko celo tudi pred vhodom same klinike. Cool. Do vrat, evo. Daša Kovačič-Bekovič je z nama. Radio Fantasy. In ne zdaj bi vreme. Šuši, rekel sem ti, da še imaš čas. Evo, vremenska napoved, kaj pravi? No, povej. Zdaj bom vreme. Megli se je dvignali, sije nam sonce in danes bo sonce ostalo v naši družbi vse do poznega popoldneva. Namerili bomo nekje do 14 stopinj Celzija, trenutno je zunaj 5 stopinj, ampak danes dajte uživati v sončku, kolikor se le da, ker jutri zopet prihaja dež in oblaki. 1+1 gratis. Ob nakupu 2 izdelkov iz generične ponudbe dodatne opreme vam cenejšega podarijo. Obiščite poslovalnico Telekoma Slovenije, pooblaščeno prodajno mesto, v katerem lahko opravite vse storitve Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zdaj Daša se nama tule smeji. Zakaj? Ker se prerekava. Jaz hočem. Sej ne, ti si hotla vremensko pačele. Daša sonce si prinesla, Daša Kovačič-Bekovič. Estetika Omnija, še enkrat. Pa klinika Omnija. Pa klinika Omnija. Ja no, zdaj klinika v redu, revma me matra. Imamo tudi to. A imate? Ja. Sem resno? Res imamo. Ja, verjamem, matra tebe pa še veliko drugih. Koliko se da tu pomagati? Ja. Odvisno, ne? Velikrat je pravimo pogovorno, da nas matra revma, pa lepa v zadju lahko kaj drugega, ne. Lahko je znak same obrabe, da te rama boli, lahko so kakšni drugi fiziološki dejavniki, lahko pa je res, da imaš povišan revma faktor in imaš dejansko revmo kot tako. Ampak velikokrat se dokaže, da kaj drugega vzrokne revma sama. Izmed teh 16 specialističnih ambulant, ki jih imate pri vas, revmatologija je tudi ena izmed Revmatologija je teh. tudi, ja. Ker nažalost je čakalna Torej, doba Janko, izredno velika. pridi in bomo pogledali tvojo ramo. Tako, in še kaj drugega tudi. Mislim, jaz ti bom povedala tako, da sprejmejo te že tako ali tako same punce. Ker, tako da, mislim, tako Ja, saj vem, ja. pojdi. Tudi revmatologinjo imamo, ki je ženska. Če imaš kaj proti moškim zdravnikom, ne vem, no. Ampak, Ne, Šuši mi pač daje, ne, A veš, ko vem, boš pa kam me usmerja. potreboval ortopeda ali pa žilnega kirurga, te bo pa pregledal moški. To vse imate pri vas, ne? Ja, tako je. Vse to. Pa zadnjič sem opazila za dojke pregledati, imate zdaj tudi gospodiča. Tako. Mislim, mi smo v osnovi razvijali kliniko, bolj kot kliniko za ženske, ne, pač iz moje estetske note in lepotne ven. In zelo veliko želim narediti tudi na področju promocije zdravja žensk, sploh na celjskem področju, za ozveščanje predvsem preventivnih pregledov. Naprimer, ogromno žensk ima težave z spanjem, krhkimi lasmi ali pa nohti in tako naprej. Lahko so kakšne ščitnične težave, ne, in tudi pregled pri praventirologu je v javnem sektorju ekstremno dolga čakalna doba. Vem. Velikrat tudi do njih sploh ne prideš, ker splošni zdravnik ne da kar tako napotnice za tireologa in se v bistvu lahko težave ponavljajo, brez da bi odkrili pravi vzrok. Tako da imamo zaščitnico, potem imamo tudi rentgenologa oziroma Si piše, ultrazvočista vidiš? za pregled dojk. Pride Daša, pa toliko izrazov, tireolog, prej smo imeli ideopatski, vse, mislim, se boš- učim se. Veliko počasi. se boš naučil. Ja, zapisal si bom, ne se. Veliko. Ni za stojn šolanje doktorja, veš, nekje Ja, verjamem. 12 let se skupaj po končanju gimnazije, tako da se moramo veliko naučiti. Se pravi, 16 dejavnosti, zdaj na zadnje ste pa dodali Imamo prehransko svetovanje. tudi, tako, pa klinično psihologijo. To. Zdaj pa o klinični psihologiji se lahko čisto malo
obregnemo tudi ob to, ker zelo veliko ljudi, sploh v zadnjem času, potrebuje psihološko svetovanje, kakorkoli. Kako je to pri vas? Vemo, da čakalne dobe so kar precej dolge. Pri vas še vseeno velja 14 dni, 10 dni? Tako. Mi se trudimo in načeloma smo v 99% uspešni, da uredimo termin pri izbranem specialistu v roku 10 do 14 dni. Tudi pri klinični psihologinji. Ja. Torej, če slučajno bo kdo od vas potreboval tudi... Lahko čisto laično vprašamo. To zgleda kot v ameriškem filmu, ko prideš psihologinji, tja ona soba, ležiš tam... Je malo bolj prijetna soba za njo, ni čist klasična ambulantna soba, drugače pa ni glih čiste couch metode, take, ko je imel Freud. No. To je malo bolj filmsko drugače. Če pa želiš, pa lahko tudi zatemni, tudi kako svečko prižge, če se boš bolj odprl zaradi tega. Ja. Smo zelo prilagodljivi. Ja, vidim. Lepo, to je dobro, ne? Da se približate stranki. Ne? Mogoče ima zdaj tudi kakšne druge težave še poleg revme, tako da mislim, da boš mogel iti obiskati. Imamo tudi ortopeda, če te boli rama, mogoče tudi tle vzrok, ne. Imamo tudi urologa, če boš imel kdaj težave down under, pa tako, no, mislim, lahko naredimo full service. Ja, se to bi bilo treba. Okay, a vidiš, to je mogoče zdaj pomemben podatek, da za kakršnokoli zadevo, tudi mogoče za mojo vrtoglavico, bi bil obisk pri vas. Tako. Kam bi me pa dala? Prvo se svetuje i pregled pri neurologu, ne, da pregleda, naredi klinični pregled, pa če potreba, te pa še napoti na magnetno resonanco ali pa kaj podobnega. Ne. Odvisno se veš v glavi. Mislim, full package dobimo pri vas. Se pravi, za vse težave je odgovor Klinika Omnia. Klinika Omnia. Či za vse, verjamem, da ne. Želela sem si pa predvsem vzpostaviti krog zaupanja, da ko enkrat pacient prestopi vrata naše klinike, da mu lahko na enem mestu ponudimo vse. Ker velikokrat se zgodi, predvsem pri starejših, ki niso tako vešči interneta, da sploh najdejo informacije kam naprej, potem je problem prevoz in še ostale stvari. In si želim, da če enkrat pacient pride k nam, tudi če je morda napoten k napačnemu specialistu ali pa ta specialist odkrije nekaj drugega, da lahko v naši kliniki opravi tudi potem vse ostale zadeve, da ne išče spet novega izvajalca, ki naj pa zdaj to dobim in tako naprej. Se pravi, da je res vse na enem mestu, 16 specialističnih dejavnosti ponujate. Mogoče še katero posebej izpostavimo? To bi zelo težko katero posebej izpostavila, ker ko ima človek ene težave, je tista najpomembnejša. Ne? Največ je seveda še vedno estetike, ker so bili tudi moji začetki, potem pa takoj zatem prednjači dermatologija, zaradi tega, ker je ogromno ljudi in zaradi vsega izpostavitve soncev in tako imamo tudi teh znamen. Ljudje so pa vedno bolj zaveščeni, kaj lahko pomeni kožni rak in tako naprej, tako da imamo tudi tle, tudi žmi občasno kar čakalno vrsto, kjer gremo čez 10 dni, tako da tle je res tisto, kar smo že dosti naredili, se mi zdi tudi zdravniki na sami zaveščanju tega. Ne. Ostalo pa pač pride, ko ima človek težavo na določenem predelu, bodi si organu ali pa delu telesa, in potem lahko pač specialistično samo tisto stvar pregledamo. Daša Kovačič-Bekovič, hvala, ker si prišla k nam. Drugače bom rekel, ne, zdaj si ti prišla k nam, čas pa je, da mi pridemo k vam. Dobrodošli. Jaz vedno sicer tako rečem, upam, da nas ne boste potrebovali in da se raje vidimo na kakšni pijači, ki je zunaj klinike, če pa kdaj bo potreba, pa z veseljem stopimo na pomoč. Hvala. Hvala lepa. Estetika in smo rekli predvsem Klinika Omnia. Se vidimo. Lep pozdrav, hvala, čau. Enako lep vikend. Radio Fantasy. Radio Fantasy.